Jaz ostajam doma, upam, da tudi vi. Danes si bomo pogledali napredna teniška gibanja in sicer križni korak. Kako dobro izvesti križni korak in kako to izvesti mogoče v neki situaciji, kjer si postavimo cilje na tla stožce in naredimo teniška gibanja. Kot vse do sedaj, zopet vse gre iz osnovnega položaja, iz dobrega split stepa, ker smo rekli, da smo na prstih, lopar spredaj, tako. In vedno tečemo do žoge. To smo se že naučili prejšnjič, da vedno tečemo do žoge, danes pa se bomo naučili, kako se dobro vrniti nazaj. Pa si pogledamo križni korak. Pravi, najpomembnejše stvari pri križnem koraku so, da je teža na zunanji nogi, da je sprednja noga malce pred zadnjo nogo, zato da ga lažje naredimo, ker pomeni križni korak, da prekrižamo sprednjo nogo preko zadnje, da ne gremo skupaj. To pomeni, križni korak pomeni, da se jaz s križnim korakom vrnem nazaj. Tako. Poglejmo razliko z bočnim. Z bočnim pridem recimo do sem, pa če sedaj naredim križnega, premagam večjo razdaljo in zato je križni korak dosti boljši. Tehnično ga izvedem tako. Odriv iz zunanje noge, preko srednje noge, hop, v sredino. Kot vidite, ne prestopim, ampak se tudi iz te noge odrinem. Zato, da lahko premagam daljšo razdaljo. Ni najboljše se odrivati zelo v zrak, ampak v dolžino. In isto na drugi strani, teža na levi nogi, leva noga je malce pred desno nogo, teža na njo, preko desne noge v sredino. Pa zopet, hop in nazaj. Križni korak naredim samo prvi korak nazaj proti sredini. Potem nadaljujem z bočnimi koraki. Pa pogledamo to v praksi. Se pravi, če štartam iz sredine, tečem do žoge, recimo da tukaj žogo udarim, križni korak, bočno nazaj. Če recimo tečem do kratke žoge, zopet poskok, tečem do nje, odigram žogo, križni in nazaj. Pa pogledamo to še na backhandu, zopet poskok, tečem do žoge, noga na ven, to bi bil udarec, križni in bočni. Pa na kratko žogo, hop, tečem, odigram kratko žogo, križni in potem nazaj. Pa naredimo zdaj to malce hitreje. Hop, tek do žoge, dol, hitro odrinem in bočno nazaj. Poskok, tek do žoge, dol, križni in hitro nazaj. Pa gremo še v drugo smer. Poskok, prvi dolgi, tek do žoge, dol in križni nazaj. Poskok, tek do žoge, dol, križni in nazaj. Poskok. Malce sem zadihan. Če boste vi to počeli, delajte približno 15 sekund in pa naj bo pol minute recimo pauze, da ne bo to prehud napor. Lahko si date različne stožce ali druge ovire na tla, lahko si jih date po številkah, 1, 2, 3, 4 in vam nekdo govori, do katere številke je treba iti. Vedno je pomembno, da naredite poskok, da tečete do žoge in da se vračate nazaj bočno in s prvim križnim korakom. Pa naredimo še eno vajo, kako izboljšati križni korak. Lahko vadite samo križni korak, postavite se tako in samo potiskate zunanjo nogo proti sredini. Tako, vidite. Hop, hop in hop, 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 hop. Pomembno je, da premagate čim daljšo razdaljo, da počakate, da naslonite težo na nogo in da eksplozivno odrinete nazaj v sredino. Tako, to je bilo vse za danes. Sedaj vemo, kako narediti dober korak, ko se rešujemo na težki žogi, kako se hitro vrniti v sredino, kako hitro priti nazaj, da bomo pripravljeni za naslednji korak. Naslednjič, jutri, pa v novem videu dobite nove vaje, do takrat pa ostanite doma, ostanite zdravi in se vidimo spet jutri. Lep pozdrav!